Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, zdaj, ko razmišljam, kakšno sporočilo je najbolj pomembno za vas ta trenutek, vzamem karte prehodu na vodobo in že prejle, pred parimi minutami, potegnem karto in ponovno očiščujem se vseh nezdravih misli, odnosov in razvad. Se pravi, očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. In zdaj, če preberem to sporočilo, in očitno bomo danes govorili o očiščenju tistega, kar mi ne služi več. Vsak delček mojega telesa je čist. Moje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega in se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa moje telo, in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo, se to naj odide. Posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. No ja, veliko lažje je to reči, ne? Kot pa vse to narediti. Posegati po zdravih odnosih. Ja, včasih dovoljujemo, da nas kakšen odnos kar pošteno šola. Nekoč mi je rekla ena prijateljica, ko sem se zataknila v en odnos, je rekla, pa daj že enkrat izstopi iz tega ven. Pa ni to moj bivši mož, ampak dejstvo je, da imela sem enega mentorja in non-stop leta in leta so bile drame. In je rekla, pa pusti ga že enkrat, pa nehaj se s tem ukvarjati. In meni se je še kar vrtel vse te odnosi, pač dokler nisem ozavestila svoje vrednosti, ozavestila, da ne moram druga spreminjati in da, glejte, tako kot piše v Svetem pismu, ne trosite biserov svinjam. No, ko enkrat to spoznaš, da ne moreš nič narediti, da ne razumejo, takrat pač izstopiš in živiš svoje življenje in delaš tisto, kar tebe osrečuje in slediš pač temu, svoji strasti. Očiščenje nezdravih misli. Dejstvo je, da nas vodijo naši podzavestni vzorci. To je dejstvo. In čeprav, glejte, naša primarna družina, mnogo zgodb slišim, ko rečejo, z leti postajam podobna svoji mami. Z leti se držim tako kot moja mama. Z leti postajam moj oče. Ker dejstvo je, da vzorci, ki jih nosimo s seboj od rojstva naprej, ali pa že od spočetja naprej, dejansko definirajo, kaj mi postajamo. In postajamo vedno bolj podobni svojim staršem. Razen, če nekaj ne spremenimo. In zdaj to nekaj spremeniti je pa tisto, kar je naša življenjska šola. No in zdaj pojdimo pogledati to našo življenjsko šolo. Kaj je tisto, ki vas najbolj moti pri vaši mami? No, glejte, ta trenutek vas je že preletelo. Moja mama vedno. In zdaj druga stvar, kaj je tisto, ki vas najbolj moti pri vašem očetu? Mogoče moj oče nikdar ni, kaj? No, to, kar vam pade prvo na pamet, to je vaša šola. To je tisto, kar imate za presežiti. Zanimivo je, da prav ta strah je močno povezan tudi s finančnim preživetjem. Dejstvo je, da tukaj na zemlji smo in določene premike ne moremo narediti v življenju, če nismo finančno podprti. In ta naša finančna vrednost definira nas, kako bomo v bistvu sploh preživeli življenje. In nekoč mi je rekla moja prijateljica, je rekla, veš, jaz se vsega denarja znebim z namenom, ali pa pojmo z druge strani. Je rekla, mene je moja babica vzgajala, da vsi, ki imajo denar, so barabe. In jaz se vsega denarja znebim, zato ker želim biti dober človek. No in dejstvo je, kdor je bil vzgajan z namenom, a veste, da kažejo, poglej, ta je baraba, poglej ga, ta je tak. Ali pa druga stvar, cerkev je učila, blagor ubogim, ker njih je nebeško kraljestvo. Se pravi, kdor ima denar, je avtomatično slab. In ta program, da moraš biti
reven, da ustrezaš, da moraš sodobno tlako delati, da ustrezaš. To je samo program, ki ga imamo v svoji podzavesti. To je samo nekaj, kar nas zasužnjuje na en način. No in dajte mogoče preveriti svoja podzavestna prepričanja glede vrednosti, ker to je vse, kar se skladišči dobesedno na prvo čakro. Prva čakra na dnu trtice je direktno povezana s tem, z našo samovrednostjo, z našim premikom naprej, z našo postavitvijo, kako stojimo v tem življenju. Dobesedno definira, kako stojimo na dveh nogah. Kar pomislite, koga udar ali pa vseka v križu, pomeni, da ga zvije, da težko hodi, težko naredi premik. No, pejmo najprej tehnično. Očitno bomo danes govorili o prvi čakri. Tehnično, kdor ima težave s prvo čakro oziroma s trtico, z bolečinami v hrbtenico, rabi večje količine omega 3 in sicer vsaj 1000 mg omega 3, zaradi tega, ker omega 3 je tista, ki podmaže tehnično hrbtenico. Drugo pa potrebuje ravno tako vsaj 1000 mg C vitamina. No in to sta dve stvari, ki jih mi potrebujemo, da se, ne vem, če vidite, 1000 mg omega 3 in 1000 mg C vitamina. Sej govorim, vsej toliko, zaradi tega, da se začne zmanjševati tiho vnetje na celični bazi. Jaz sem prepričana v eno zadevo, da naše telo je zgolj zemljevid naših čustev. In zdaj, če imate hude bolečine v vratu, mogoče imate težave s tem, da imate preveč naloženega na rame, da si preveč naložite in preveč vlečete za sabo. Mogoče imate nekoga, ki vam še sedi na rami in vas šofira. Mogoče pa imate težave s tem, da se ne morete otresti nečesa, da ne morete stresti dosti dol. In dobesedno, hrbtenica, ki nas pa drži po koncu, ker če gledamo, brez okostja mi ne moramo stati. In temelj je pa prva čakra. Zdaj, prva čakra pa druga čakra, o tem že večkrat govorim, pa spolna čakra sta v bistvu temeljni. Te dve sta tiste dve, med katerima je kot neko elektromagnetno polje in te dve čakri med sabo, ko se ustvarja to elektromagnetno polje, pošiljata energijo po hrbtenici navzgor in gre to v možgane. Da mi lahko s to energijo spravimo v možgane, je ključno tudi dihanje. Če boste brali Joe Dispenza, mislim, da odvadite se to, kar ste, mislim, da je v tej knjigi, v glavnem, Joe Dispenza piše o tem, kako imamo v bistvu v epifizi kristale. In te kristale v epifizi mi dobesedno aktiviramo s tem, ko pravilno dihamo oziroma ko globoko dihamo. In zdaj vam bom pokazala, kako vi v bistvu lahko to življenjsko energijo potegnete gor v možgane. In sicer morate prvo vedeti, kje imate epifizo. Epifiza je točno v središču možganov. Se pravi, če gledamo tukaj točno na sredini možganov in če gremo zdaj po hrbtenici navzgor, točno na vrhu hrbtenice, kjer se, druge besede ne morem dati, kjer se zaključi hrbtenjača, tam je, reče se hipotalamus, to je v bistvu kot ena nadzorna plošča in zraven je pa epifiza. V tej žlezi, ki je velika za 1 grah, se nahajajo kristali, na katere lahko dobesedno mehansko pritisnemo, da se aktivirajo. Zdaj pa to ne pomaga, da se mi tolčemo po glavi, da se nam aktivira nekaj, ampak je dejansko pomembno dihanje. In ko mi globoko izdihnemo in potem vdihnemo, da popek potegnemo noter in vdihneš in si predstavljaš, kako gre vdih po hrbtenici navzgor in dobesedno, pomembno je, da si predstavljamo to, da ta vdih gre v epifizo, se pravi, skozi nos in potem izdih. In če večkrat ponovimo to vdihanje,
se dobesedno aktivira kristal v epifizi in dobesedno se poveča energijski pretok, se pravi ta povezava s stvarstvom. Dobesedno energijo iz prve in druge čakre potegnemo gor. Kako lahko še aktiviramo ta pretok po hrbtenjači? Se pravi dihanje, ples, smeh, petje in hitra hoja. To pomeni, da se nadihamo, predihamo. Na ta način aktiviramo prenos podatkov. Zakaj vam o tem govorim? Ker s tem tudi aktiviramo delovanje prve in druge čakre. Se pravi, se spravimo fizično v pogon in ker se spravimo fizično v pogon, tudi bolj delujejo naši možgani. Fizično, ali pa bom raje drugače rekla, poznam kar nekaj mojih strank, ki so začele takrat, ko je bil čas v njihovem življenju, da naredijo neke premike, so začele teči. Prav potrebo so imele potem, da so začele teči. Zdaj, zakaj? Zato, da so aktivirale prvo čakro in ko so tekle, so dobesedno aktivirale svojo življenjsko moč. Svojo življenjsko moč dobesedno lahko tudi aktivirate z orgazmom. In zdaj mogoče pomislite, se nimam partnerja, kako naj zdaj to naredim? Glejte, to lahko dejansko začnete raziskovati svoje telo in ja, tisti, ki ste bili vzgojeni, da spolnost je grda, ali pa ki imate še vedno program spolnost je grda, ali pa dotikanje sebe je grdo, glejte, imate avtomatično blokirano spolno čakro, ki je v povezavi s prvo čakro in se pravi sta ta dva osnovna temelja življenjskega preživetja blokirana in ne morete imeti psihične moči za premike naprej. Glejte, cel sistem je narejen tako, da nas drži v nekem ujetništvu. In zdaj mi želimo premike, se prebujamo, začnemo delati stvari, ki nas veselijo, želimo narediti nekaj v svojem življenju. Začnemo opazovati svoje življenje in vidimo, čakaj, nisem tukaj zadovoljna, služba me ubija, nekaj moram narediti drugače, ampak se ne moramo premakniti. In zdaj naslednja stvar, seveda, ker ves čas sedimo, s tem, ko veliko sedimo, spet ne aktiviramo, ampak blokiramo prvo čakro. Zato je tako pomembno dnevno gibanje, zato je tako pomembno tole dihanje, zato je tako pomembno, da najdemo stvari, zaradi česar se veselimo, da se smejemo, da nam spodbudi delovanje prepone in s tem se spet aktivira cel prenos podatkov. Jaz vem, da veliko stvari mešam med sabo, ampak v bistvu življenje je dobesedno kompleksno, ni ločeno. Vse skupaj je povezano med sabo in mi kot telo smo celota, ker je to samo zemljevid naših čustev, kaj imamo za predelati. In zdaj, če gremo naprej, kaj imamo za predelati pri teh premikih, ker zdaj se delajo premiki in zdaj so močna čiščenja. Jaz vem, da vsak izmed nas ima kakšno stvar za predelati, za počistiti in ko vidite, da nekaj vam zavibrira, imam za počistiti. Zdaj pa kaj? Seveda, dajte uporabljati mišični test in predvsem, glejte, knjiga Ko ima življenje žur, mogoče tukaj prav na strani 312, kjer govorim o življenju brez strahu. Zdaj, kaj lahko naredite, da se znebite strahu? Recimo, nekaj preprostih tehnik. Zaupaj v nekaj višjega, mogoče v to, da smo vodeni, da imamo svoje vodnike. Potem, dajte iz svojega besednjaka vse, kar vam govori, upam, ne vem, če bo, mogoče. Veste, vse besede dvoma dajte v štartu ven in si dajte druge besede noter. Zaupam, da se bo vse uredilo, zaupam, verjamem. A veste, to so besede, ki govorijo, recimo, jaz včasih sem uporabljala, koliko je naporen dan, danes imam naporen dan, ampak jaz si zdaj rečem,
Tudi če imam če imam nor dan, si rečem, danes imam pa veselo. Zato, ker imam raje v življenju veselico, kot pa norišnico. Pol druga zadeva, ne poslušam slabih novic, ne poslušam, kje se je zgodilo nekaj slabega. Ja, pa vam povem, da sem se ujela v to, da sem poslušala slabe novice, kako bo kar konec sveta, pa me je ožgal, v prvo čakro. Na koncu trtice sem imela težave s hrbtenico. Potem druga zadeva, družite se z ljudmi, ki vam nosijo upanje. Poslušajte ljudi, ki vam nosijo upanje. Na koncu koncev, vse tiste novice, ki nam povzročajo še več strahu, glejte, a ga nimate že dosti v svojem življenju, dejte stran od tega, pejte stran od tega in poslušajte tisto, kar je polno upanja. Vem, da ta trenutek ni glih nekih novic, ki bi bile prav spodbudne, sploh če poslušamo korona novice. Dejstvo je, da se že vrtimo v tem leto pa pol že traja in bo še trajalo. Ampak to je samo trening naše pozitivnosti. To je samo trening, da nam kaže, kam se usmerjamo, komu sledimo, kaj poslušamo. Naslednja stvar, kaj lahko, absolutno dihanje in predvsem, če imate tesnobo, da občutite, da vas vedno bolj zajema oblak negative, depresije, dajte pojačati omega 3, C vitamin in B vitamin. Formula 4, ki ima B vitamin noter, ima točno kombinacijo, kar deluje proti depresivnim mislim. Glejte, dokazano je, da ljudem, ki manjkajo ključni vitamini skupine B, postanejo depresivni, imajo občutek, da ne zmorejo in da ne bodo zmogli. Potem začnite si iz knjig izpisovati vse pozitivne trditve in ne nazadnje, glejte, karte Prehod v novo dobo, tukaj imate same pozitivne trditve. Dejansko nimate noter negativnih trditev in če zdaj le pogledamo nekaj pozitivnih sporočil, ki lahko vam pomagajo, da boste bolj živeli. Poglejmo, pozitivno sporočilo ta trenutek. V svojem srcu nosim milino, ki se izraža preko mojih oči in preko mojega obraza. Cela moja bit izraža milino. In milina je stanje duha. Milina ni v agresiji. Milina ni v napadu. Milina je dobesedno stanje duha. In zdajle sem govorila z enim krasnim gospodom, je rekel do ljudi, zdravnik je rekel, do pacientov moraš biti sočuten in delati z milino. Wow! Sem rekla, takih ne delajo več. To je nekaj neverjetno. To je gospod, upam, da sem si prav zapomnila, gospod Rastislav, v glavnem to je kiropraktik. Jaz sem rabila zdajle pomoč kiropraktika, glede na to, da sem poslušala novice, ki me strašijo, pa me je vžgal v prvo čakro. A vi vidite, tako hitro grejo zadeve. Komu slediš? Sledimo temu, kar nam veča upanje. In vse to, kar nam veča upanje, to je tisto, ki je pomembno za nas. Še eno sporočilo, osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. No in prav to, glejte, kar se je meni zgodilo, da me je vžgal v prvo čakro, se pravi trtica, je povezan s tem, da sem rabila ozavestiti še določen strah, kaj pa, če bo vojna, kaj pa, če bo. To sem jaz rabila. In glejte, če se vam zgodijo neki strahovi, ki vam pomečejo vaše podzavestne vzorce ven, prav je, da jih ozavestite in počistite. Tako da veselo na delo in dejstvo je, življenje je lepo. Verjemite v to, vse se lahko spremeni, ampak naša naravnanost je tista, ki določa, kam bo šel tok ne samo našega življenja, ampak načeloma naših življenj. Jaz verjamem v pozitivo, verjamem v to, da se lahko vse spremeni na boljše in verjamem v to, da vedno svetloba zmaga nad temo. Vedno verjemite v to in glejte, veseljo, dajte začeti delati na sebi. Življenje vas podpira. Življenje, angeli, vodniki vas imajo radi in vam želijo, da zmagate. Zato delajte na sebi
in v glavnem, življenje je lepo.